ni zdaj tle vse na silo, kako izgleda, ne. Ful tega taktičnega dela, v fajtu imaš ti puls, ne vem, na maksu in hkrati hočeš najboljšo možno odločitev narediti v tistem trenutku, ne. Are you ready for war? Of course. Jan Berus. Kako ti bereš nasprotnika. Sem videl, niso sem pretepači, ne, morajo razmišljati, kaj če bom tisto naredil. Fajt traja pod 15 do 25 minut. Zdaj si ti predstavljali, da si ti v neki rdeči coni skus, pa probaš razmišljati o borbi, ne. Kako pa ti doživljaš borbo? Pač nisem zdaj neki ekstrovert in meni je sam ta walkout mi je pač rabim to delati, ali veš, pač da me noto kletko sem stepil, pa je pač. Nima vez, probaš dati maks od sebe, to je najboljša stvar, ko lahko narediš. Se delaš zaradi sebe, samo hkrati pa familija gleda, punca, pač je nek pritisk, ne. Zdaj že slišam publiko, ki se dere, dega, pač sem nekako že tuk noter bil v tej kletki, da sem. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Kje si zdaj? Zdaj imaš še na borbo, ne? To že snemamo, ali? Ja. Kaj spračakoval intro? Ja, Dame in gospodje, pozdravljeni. Z mano je Jan Beruša. Beruša? Berus. Jan Berus. V Srbiji me kličejo Beruš, pa jim moram zmerom popravljati, ampak še zmerom zajeti. No evo, jaz sem po moje slišal srbskega komentatorja, ki je rekel Jan Beruš. Tako je, ja. Ponovati oni to. Malo drugačno glasijo, no vse pa. Ja, valjda se kva. Šumnike. Ja, ne, dej povej mi, kva zdaj imaš, zdaj je na borba, ne? Ja, se pravi na Brejvu, ta VFC kolebka imajo 7. junija v Tivoliju. Imam pa enega Poljaka, 6-2 skor, od tega 6 zmag ima, od tega ima 5 zaključkov. Tudi s takimi dobrimi se boril, kot naprimer, ne vem, pač z dobrimi nasprotniki, dobro premagal. 10 let starejši od mene, tudi v neki pokažem, 33, 23, pač sem še praktično mladiček tlele, bom drugačno zgodbo pokazal tisto noč. In ja, no, to je pa to, no. Hudo. Tako da bo. Tvoj prvi fajt sem šel pogledat. Z Italijanom on je. Čisto, ja. Star, jaz prvič, ki sem ga videl, sem hotel, da ga nabiješ. Ne vem zakaj, ampak... Ja, pač antipatičen je pač tudi ful in vse njegove te, kako bi rekel, mimike, izraženja. Tudi dosti folka takrat sem dobil jaz in messageov in pač tudi zaradi njega sem dobil dosti popularnosti, ne. A res? Se pravi, po prvem fajtu, zaključen prvi fajt, smo še Štritofom pa hodnikom tam v garderobi. Se malo pogovarjamo, pač nič ne gledam telefona, prijem telefon, samo šeram, ker so mene tegali, ne, pač dal v koleb, pošeram par zadevc in pa pač pospravim telefon, ne. Se nekaj pogovarjamo, gremo do avta, mislim, da smo šli pol direkt domov še nekaj pojest. Prečekiram telefon, 3000 več followerjev, ne vem, kar naenkrat po vsako sekundo pogledam, veš, 100 lajkov, 100 novih followerjev. Pač takrat sem ful, ja, na prepoznavnosti dobil in vse, pač tudi od takrat, pač, ne vem, tudi neki mulci, ki pridejo na tekme, pač ta je unga Italijana, ga zbu, pa te, pač. In vsak mesec so objavijo ta posnetek na Facebook, kao karma, isto od karma, ne. Pa še zmerim dobi, pa ne vem, 10 milijonov odgledov in take zadeve. Une klipka malo pa na Instagramu, pa mislim, da 5,5 milijona gledal, ne, kar dobili, ja, takrat je kar pošlo worldwide isto, po dosti italijanske baze s to dobo, ne. Ja, verjamem, ja. Tako da ja, je bilo kar, no. Dej me pel, zdaj malo nazaj še od tega. Kdaj bi rekel, da si prvič začutil, da bi rad šel v borilne veščine? Se mogoče spomniš? Tu me je v bistvu, moj fotor me je nekako pelal v to, pač tukaj, da sem začel nekaj trenirati, tudi oni naprimer skozi gledal te fajte na televiziji, meni pač niso bili všeč, UFC pa to, pa si mislim, kvati tu človek treba, pač, veš, pač dej, ne vem, ne, pač dej nekaj drugega, ne. In potlej, pač začel sem s karatejem, nekako mi tudi ni bilo pol sam karate trenirati, ni kontakta, ne. Sploh tu, tudi sam sistem mi ni všeč tega tekmovanja, pa to,
In pol, ne vem, po 14 sem začel MMA, sem rekel, glej, jaz bi začel MMA trenirati, tukaj je pač blizu nek klub, jaz bi začel trenirati, pač tu me dejansko zanima, sem pač prvič nekaj rekel, tako pač, da me dejansko zanima in takrat se je pač takal, ne, se pa pol, ne vem, 4 mesece treniral, pa sem imel že prvi fight, ne, tukaj da 14 leta praktično že tekmujem, ne. A se mogoče spomniš, ko si se prvič s tem srečal kot mulc takrat še, ne? Kako si se počutil nekako, ko si začel neke borilne veščine trenirati, mogoče dobil prvi udarec? Ko sem dobil prvič udarec, sem se zjokal, ko sem dobil direktno nos in to je to. Pač nek normalen odziv, to je pač pričakovan, sploh če nisi navajen kontakta, če prihajaš iz karateja, to pač, veš, si skozi zagibaš in ne vem. Ampak čez cajt, potlej, ko pa dlje cajta treniraš, je čim več kontakta, se pač telo in ti se pač navadaš na kontakt in bolj pozitivno se s tem tudi srečuješ, niti več neka muka, že si živčen pred treningom, pa take stvari. Ker jaz sem bil živčen pred treningi, ki pač, veš, nisi navajen enostavno, ne, ampak sem še zmeraj vedel, da jaz hočem to delati in sem šel na treninge in to je to, ne. Zakaj misliš, da si ustrajal? Pač jaz bi rekel, da druge stvari me niso tako zanimale, jaz ne vem, jaz sem zjutraj odprl telefon, jaz sem pač gledal MMA, nisem gledal, ne vem, zdaj neke serije, pa Netflix, pa ne vem kva, pač me ni zanimalo neke Jake Paul, Logan Paul, jaz pa nisem vedel, kdo je ta folk, pa neki, pač jaz sem samo tu gledal, jaz pa nisem vedel, da ta folk obstaja, pač. Ja. Jaz, kar je bil na mojem telefonu, bo tu, pač, če moja familija vpraša, že bo isto, ne vem. Kako pa si pol naredil to, kdaj se je zgodila ta tranzicija, da nisi hotel gledati UFC-ja do tega, da si rad obseden s tem? Se pravi, pač, ko sem začel trenirati, no, ko sem bolj zastopil šport, tudi mislim za gledalce, pa nasploh folka prvič pride na evente, pač se zaljubil v to, pač videl, da je tudi šov, da je ono, pač vzdušje ta prave, čez drugo, ne, se uživijo to in postane všeč. Meni je bilo pa isto, če sem bolj zastopil šport, sem videl, okej, niso sem pretepači, ne pretepajo se samo, ampak mora razmišljati, kaj če bom tisto naredil, ga hoče na finto, ni zdaj tle vse na silo, kako izgleda, ne. Je ful tega taktičnega dela, kako ti bereš nasprotnika. Moraš tudi zastopiti, da sem v fajtu imaš ti puls, ne vem, na maksu in hkrati hočeš najboljšo možno odločitev narediti v tistem trenutku, ne. Fajt traja pod 15 do 25 minut, ne. Zdaj si pa ti predstavljali, da si ti v neki rdeči coni skozi, pa še tako, a veš, probaš razmišljati o borbi, ne. Mislim, da si ljudje tega ne predstavljajo, kako je pač, sploh da pa še publika gleda, stres, ne, familija, kaj če zgubiš, pa take stvari, pa. Je veliko več na temo, kakor folk, sploh, ne vem, si zame caj, da pomislimo. Kaj je prišla tvoja prva tekma? Se pravi, rekel si, kaj 4 mesece si treniral, je bila prva borba. Ja. Daj me pele ta dan. Jaz sem bil po moje že 2 uri pa pol, nekje 3 ure prej sem bil že na max agret, preden sem v fight, ker sem bil toliko živčen, da sploh nisem hotel iti v ring, pač sem šel, nisem rekel trenerja, pač ne grem. Ampak je taka trema, anksioznost, da pač urajš bi, ne vem, nekaj se je zgodil doma, ne moreš iti, ne gremo domov. Že sem rekel, hvala Bogu, pač iskreno pač je tako, tudi vsak gre čez take zadeve, tudi ti mlajši, če bojo poslušali, to je normalno, moraš sprejeti, normalna zadeva, ja, in moraš iti čez to, ja. Kva ti pomaga? Kva bi ti rekel, da bi zdaj te mladi, mogoče, ki so na teh preizkušnjah, kaj bi jim rekel, da pomaga? Jaz bi definitivno rekel, da pač prva stvar je, da pač to sprejmeš, da pač situacija je, kakršna je, probaš dati maks od sebe, to je najboljša stvar, kar lahko narediš, je, da daš maks od sebe, ker če ne boš dal maks od sebe, nekaj polovično, pa boš še zmeraj, boš pa v tisto, pač zakaj nisem več od sebe, ne. Imaš tisto regret, kako bi rekel. Ja. Tako da najboljša stvar, kar lahko narediš, je, da daš maks in to je to, pač rezultati pa pol, kakršen je, ne. Tu je tu, pa da se sprejmeš, pač zmaga, poraz, pač nima veze. Jaz pravim, če rasteš vsaka borba preka slej, boš pač najboljši, tu ni dvoma, ne. Če boš ti pa vsaka borba isti, ti si že tle zgubil, pač pravim, ne.
Po drugo stvar bi pa isto rekel, da neka vizualizacija ful pomaga, vizualiziranje, sploh naprimer tej fazi, ki sem jaz zdaj, ki je še slab mesec za borbe, tle največ cajta preživim v tem, da pač vizualiziram tudi zvečer pa pred treningom, pred sparingi, situacije, ki se lahko zgodijo, kako bom jaz odvijal stvari, kako bom odreagiral v borbi na slabe momente in dobre. Pa tudi tu je pomembno, da imajo pač dobre trenerje, ne, ko hoče najbolj za njih. Tu je tudi pomembno, da znaš prepoznati, kdo je dober trener, kdo bo rast ostavo, kdo bo šel tisti večji korak za te. Pač, da enostavno si izkusil temu, ker tudi nivo se zdaj tako dvignil, že ta amaterski, da moraš biti izkusil tem, ker pač vsi so zdaj že talentirani, vsi pač, se vidiš, telefon odpreš, pa pač vidiš, veš, ni tako kot prej, ker nisem imel dostopa do nekih tehnik, pač vse imaš na telefonu, psihologijo, tehnike, lahko se že izsle naučiš, ne. In vsi že neki znajo, pač moraš res biti izkusil tem, no. Pa navdiha, ogromno je navdiha, veliko ljudi to potegne noter, ne, ampak šele, ko ti greš probat, vidiš, da to ni kar nekaj, ne. Tako, kot sem ti prej razlagal, ko sem šel jaz na prvi pač trening kickboksa, ne. Meni se je zdel fajn, pa fokuser, jaz sem že prej delal, znal sem neki Adesanya, John Jones, jaz sem isti kot oni, da prideš kaj noter, dobiš nasprot sebe nekoga, ki greš z njim v sparing in 1 minuto ne prideš sploh do zraka, ne. Ja. Lahko si tudi ti najbolj kondicijsko pripravljen pred unim treningom tekmo, samo enostavno, ker nekdo toliko boljši od tebe, pa pač on se ne bo toliko urok, kot ti. Ti boš na max pulsa, on bo pa, ne vem, cona 2, lepo lagano, šetnja, a veš, drugače, ne, veliko je v tem experience tudi, ne, kak fight si že imel, ne. Da bi prav šel v ring varianta, ne. Ja. No, se to je pa pol uno, kaj je pa, kaj sem ti pa tudi rekel. Ja, kva mora biti še leto, ne, imel sem pa iz Čorči, pa sem imel kle Nedoha, sem imel kle, ne, in sta mi oba rekla, da tako prvi fight, da je turbulenca v glavi, a ne. Se pravi, koliko misliš, da ti znaš, recimo, da je tok, v fightu se bo tok pokazal. Ja. Tukaj je razlike, ti prvi fight je enostavno, ne slišiš trenerjev, ampak hkrati si poskusil nekem, ne vem, glava ti je povsod, pač si v momentu, ampak hkrati pa tok mine, da je neverjetno. Ja, fight or flight je skozi Stres v stresu, ja. Drugače, prej, ki sva govorila, da greš samo čez to, ne, da greš v ring, da tudi če te nekaj ustavlja, če ti glava gori ne, en dober primer je za mrzlo vodo, ne. Mrzla voda ne bo postala nič bolj topla, če boš čakal, ne. Jaz sem mrzla voda na rabo. Jaz si pa namagam, tako da. Če že lahko zberem, je topla voda, pa je, evo. Ja, sam jo imaš tudi kaj v svojem recoveryju, imaš kaj? Nič? Ne. Veto potek, da tega ne bom delal, ostalo lahko. Imam kavico, pa je. Hudo. Ne, kar se tiče recoveryja, pač spansti je osnova. Jaz bi vse te zadeve dal na zadnjo mesto, pač sam spans, hrana, ki ješ, pa ta load management, se pravi treninge, da imaš, da ni zmeram na max, ker pač ne moreš tako delati. Mora biti neki high-low dnevi, treningi. Tu se mi zdi nekako najbolj, da narediš. Pol ostale stvari so pa še stres, okolje. Tu se mi na prvem mestu zdi, no. Pa te kisikove komore. Ja, fancy. Mrzla voda, vse te zadeve bi pol dal šele. Tu je nekako cherry on top, veš, da bi rekel, ne. Da dodaš, da greš nek ekstra, da dodaš tej zadevi, da je lahko boljšno. Ja, dejansko se moraš obnašati kot profesionalc, pa zraven še verjetno svoj cash služiti, ne? Ker kle, sploh pri nas ni verjetno to toliko plačen, da bi lahko od tega živel, ali se motam? Zdaj, da boš ti v nekem stanovanju, da boš imel svoj avto, da boš hrano še na tem nivoju, sploh začetni fight, pač ni šans, ne. Tu ne. Tu sploh ne gre. Jaz hvala Bogu v tako situacijo, tudi sponzorji, ki imam, tudi te regionalne, kako bi rekel, ne vem, drinks, Jim Beam mi to daje na mesec, da imam zdaj kako pozabil, ampak bom. Ja, si človek stari.
Ja, mi tudi tako pomagajo finančno, tako da hvala Bogu imam tudi njih, ne. Hudo. Sam pa še neke individualne treninge zdaj delam, pol ostale pa pač ja, še od fajta denar, ne. Ja. Ampak recimo ti se moraš obnašati kot profesionalc še preden ti od tega služiš in to je verjetno neko dosti zahtevno obdobje. Ti se moraš kot profesionalc obnašati par let, ne. Ja. Preden boš ti sploh konkretno denar začel dobivati, jaz zdaj lahko rečem, da zdaj šele ta fajt, ki ga imel, da se zdaj se pa že pozna, veš, je pa že nekaj več, ne. Ja. Da lahko pol, ne vem, ali bi naprej dajal, kakorkoli, ne. Ni pa zdaj prvi fajt pa kje, to je par 100 evrov, pač to ni, pa se greš človekom tepsnot, ne. Ja, se Pač to. Ti si vložil, ne vem, vse skup 15 evrov že čez cela leta, ne. Prvi fajt boš dal pa, ne vem, 400 evrov, pač tako je, ne. Jop. Nimaš kaj, pač zdaj to je samo vprašanje, ali misliš ti to delati, ali pa pač, glej, tako je, ne. Kako še ti čez ta obdobje? Ta mogoče nek začetek oziroma tranzicija zdaj iz tega, ki si začel, ne, pri 14 letih, treniral. Tako, ja, bi rekel, tako. Ja, se pravi, preden sem na to ekipo treniral, smo že skup z Štritovim pohodnikom, smo imeli MMA treninge, ob sredah tam še v Gracie Baha, ki smo bili takrat, takrat je bil tudi Cesar še tam, to ekipa, kam zdaj, ne, trenerjev. Tam smo že trenirali skupaj, smo se poznali vse, pač Štritova sem poznal, treniral sem pa hkrati pač povsod, kada pač nimam ekipe, ne. Jaz treniral v Gracie Baha takrat, pa v ATT Zagrebu, ne. Sem še treniral, sem malo tja hodil, malo tja, še nekaj v mestu za stand-up, moje tajne. In nisem imel nobenega takrat tudi, da bi jaz imel ekipo, ker sploh v profesionalizmu ti to ful rabiš, ne. Ja. Je ful pomembno. Drugo rečemo amatersko, je pač čisto fajn, da imaš trenerja, da se zgradiš, ampak drugo pa pač je to tam amatersko zato, da probavaš, ne. Stvari, razvijaš svoj stil itd., ne. Se pravi, jaz sem imel sploh na to svetovno prvenstvo, ko sem šel na IMF-u, sem takrat zgubil proti Unmu, ki je potem postal zdaj prvak, ne, dvakratni v MMA-u, ne. In jaz sem takrat zgubil, jaz sem bil pač, jaz sem dal vse tu, na rekovajih, pač nisem spet toliko treniral, kakor zdaj. Sem v bistvu manj takrat dajal, pričakoval sem pa spet nekaj rezultata, veš. Ja. Se pravi, jaz sem takrat v bistvu že mislil nehati pol športom, ker pač, veš, denarja ni, star si, ne vem, 20 let, pač imamo že 21, itd., pač moraš začeti nekaj delati, ne. In potlej je bilo pa tako, se pravi, sem pa Štritova kontaktiral, če lahko sem pridem v gym, in jaz sem takrat še plačval za gym, nisem imel članarina. In pa, to je bilo tako en mesec, in pa sem enkrat mi reče, dej, pet bo šla na eno kavico, se bo medva zmenila par stvari, tudi za naprej, in so šla na kavico, se zmenila, glej, jaz načeloma nimam, mi je tako zdaj, on mi je povedal, jaz načeloma nimam veliko časa, sploh tekmovalcev, tu imam, mislim, da je takrat imel šamanco, ja, glej, ampak če hočeš trenirati, glej, bomo sestavili ekipo, pač on, hodnik, pač Cesar, in da bomo šli zares v to, ne. Ker pač imaš talent, potencial je, sem pač rabiš ekipo, in da boš ti to zares začel, ne. In takrat smo pa začeli skupaj se pripravljati, smo šli, smo rekli, bomo še en turnir skup naredili, da vidimo, kje smo, ne. In smo takrat naredili tisti prvi Vikingi turnir, ki so bili v FN, in tisti turnir sem zmagal, oba fajta sem imel, sem v prvi rundi zaključil, smo rekli super, in pa smo pač začeli s profi, ne. Samo, ko je bil ta prelomnik, je bil ta, ki sem dobil ekipo, ne. Da mi govori, tu moraš takrat trenirati, tak imaš teden, neke dneve boš spustil, ker pač ni fajn, si zmatran, ne vem, vidimo, da imaš tle pa pomanjkljivosti v neki cajta na tem delu, razlika je ogromna, ne. Ko pač grem jaz na treninge, tja, pač se je super, dobiš izkušnje, spariraš z raznimi borci, ampak, ne vem,
Štrito mi tudi kdaj kaj reče, mi ni všeč, recimo, pač se ne strinjam, pa malo razmisliš doma, imaš prav, moramo storiti nekaj dodati, pa pač mogoče nima, ne. Pač tu, hvala Bogu, imamo tako ekipo, ki znamo komunicirati, ne. Ni zdaj, da ima sem en prav, ni pa, da ima en sem narobe, pač tu je vsakega treba poslušati in da se razvija celotna ekipa, ne. Največji problem je, če samo jaz se razvijam, a pa ne vem, samo oni, jaz pa, a veš, da ni oba, da rastava, ne. Delate za isti cilj, tega se zavedate. Cilj je bolj pomemben od vsakega posameznika v tej zgodbi, a ne. In pač mislim, da so tudi ostali začeli to prepoznavati, sploh, ne vem, Nedo, ki je še zdaj k nam prišel. Top. Če dalje več sodelujemo, pridejo k nam. Začeli so, videti sliko, da se premikamo, da se razvijamo, a veš, rečemo, pol leta nazaj sem imel ti sparring full slab, zdaj sem pa že boljša, veš, pač. Enostavno je taka razlika, skozi se napreduje, da pač so začeli vsi ti ostali MMA borci, ki so še v Sloveniji, so to začeli prepoznavati, ne. Tako da, če dalje več se tudi skupaj sodeluje, ker mislim, da je ful pomembno za njih in za nas, pač vsi imamo benefite tukaj in pač, da so tudi slovenski MMA dvigne. Sploh zato, a ne? Sploh tako, nas ni velik, pač moramo sodelovati, ne. Bravo, ne bo, mislim, lahko smo v nekih mehkih krogih, samo realno pa pač bi rabiš drugega, ne. Ful zdrav mindset, ful zdrav mindset. Pač ne gre drugače. Hotel sem te sam še glede te zgodbe vprašati, torej, ti si bil v nekem dvomu, rekel si, da si hotel nehati, ne. Zakaj misliš, da nisi odnehal? Nekako imaš vse še zmeraj tisto upanje, da bi, veš, še se da, pač nekako je to, ne. Sem potlej, čim je pa ta zadeva z Štritofom po ekipo, čim je to pošla, pa pač. Se pa vrnil ogen. Ne rabim sploh razmišljati več, treninge mi pove, ko moram delati, si sploh dobesedno, jaz sem prej razmišljal, ko vam delo jutri, iz danes na jutri sem razmišljal, ko vam delo, ne, pač. Pa ene dneve, ne vem, si ti ne da, pa ne vem, še recimo, da imaš še neko punco, ki greš ven, pa to, veš, fokus ti itak gre, pač, ni fajno. Sem čim ni pa ta ekipa bila, takrat mi je pač samo ono bilo, to je zdaj zihar, ne rabim se sekirati, ali bolj, ne. Jaz sem vedel, da rabim sem ekipo, ki se razvija z mano in to je to, pač. Ostalo pa pač samo pošlo, ne. Aš čutil kakšen specifičen pritisk, ki si imel pol to borbo na teh vikingih? Tako, da si rekel, zdaj moram pokazati. Je bil pritisk, tudi trenerji sem rekel, zdaj moraš pokazati, gledaj, pač, če si, pač sem prišel not, so rekli, gledaj, te moraš zaključiti, če si večji nivo. In se prvega zaključil, kako? Zadavam, je zaspal. Opa. Pol ta drug je bil pa tak, je pa isto zdaj v FNC, zdaj zmagal na zadnje. Ker sem že oba premagal, sta se zdaj med sabo borila. Tudi malo vidiš, pa kje si ti nivo, pa kje so oni, ker pač drugemu delata probleme, ti si pa oba zaključil v prvi rundi in brez zdobu udarca. Wow. In pol je tako, malo vidiš, nismo na istem nivoju, ne, pač iskreno. Zdaj, zakaj je to, ne vem, tudi trener mi reče, da mi je večji fokus v borbi, kakor na treningih, ne, da bolj pokažem tako, tisti sam fokus. Kako pa ti doživljaš borbo? Če bi zdaj jaz bil magično dan v tvojo glavo, kaj bi videl? Zdaj, čim se zgodi ta walkout del, se vprašam, ko sem jaz petle, kva ti tu treba. Pa pač nič, greš go with the flow, realno pač, jaz sem tudi tak, jaz bi rekel zase, da sem tako social awkward, ne vem zakaj zdaj, ampak tako pač nisem zdaj neki ekstrovert in pač bolj introvert že. In ne vem, tisto, meni je sam ta walkout mi je pač rabim to delati, ali veš pač, da me noto kletko sem stepil, pa je pač, nima veze, ne. Zdaj, da tiste walkout, pa da me folk gleda, ker se slačam, pač se mi zdi pač, gledajte me. Štekam, Ti zdaj mi je tako, pač, a moram to delati, pol. Mislim, ni mi zdaj bad, da ni zdaj da sem nek
imam problem za to socially pa to, ne. Ja. Ampak ne vem, pač tako mi je ne odveč, ampak Nisi zato tam, a ne? ja, ne, pač ni mi Se vem, to, kaj jaz grem misliš. tja, jaz tudi delam to zaradi sebe, ne, pač mi je to jasno, drugače ne bi sploh delal. To je pač ja, sam fight, no. po moje Tyson to rekel. Ja. Ki je rekel, ne vem, a je bil na nekem intervjuju ali kaj, pa je bila scena, da nekdo mu je rekel, kao, že ko hodiš v ring, se te vsi bojijo. A ne? In je rekel Tyson, ne razumete. Vsi te, ki vi mislite, da se mene bojijo, se jih jaz bojim 100-krat bolj. A ne? Zato sem tako agresiven, zato sem tako nevaren. A ne? Tako da je ja. Nekako je ta primal instinkt, ne, ki pol pride, a veš, tudi ti nočeš nobenega razočarati, pač se delaš zaradi sebe, samo hkrati pa familija gleda, punca, pač je nek pritisk, ne. Ti hočeš najboljšo luč pokazati, ti hočeš nobene škode dobiti, ker pač folk mora to gledati, ne, sploh domač, ne. In pač je nek pritisk in pol, da zdaj odvisno od borca do borca, na nekatere to zruš. Meni to zdaj ni jasno, kako, no, meni je bolj ok, pač kar bo, se moraš dati maksi, to je to, ne, pač, ja, no. In postopiš v kletko? Ja. In je bolj kot ne avtomatika, probam narediti najboljše odločitve, slišim trenerje, ostalih sploh ne mislim, zdaj že preveč vse slišim, zdaj že slišim publiko, ki se undere, dega, pač, že vse slišim, ne, pač, sem nekako že tuk noter bil v tej kletki, da sem kada se jim na igrišču stepol, pa nekako mi je isto, ne. Ja, zdaj naslednji step je, da tako kot Max Holloway med fightom začneš gledati Dana pa mu govoriti the best, kvaj že govori, the best striker in the game right here. Ne, naslednji fight mi je pa cilj, da najbolj tako taktično delam, ker nekatere borbe zdaj nisem taktično delo dobre in hočem mi nekako zdaj to najbolj ciljno. In kakšna je klej, ki si omenil taktično, a ne? Nekaj je, kar ti trenerji govorijo, nekaj je, kar je game plan, nekaj je pa, kar ti intuicija govori, a ne? Kako handlaš zdaj vse te, se pravi notranji glas trenerja, pa glas v bistvu strategije, ki ste jo dali pred borbo? Sprav sam začetek se mi zdi pomemben, da sploh je 15 minut, da če se da se prebere nasprotnika, odvisno ali šok uleti na polno. To se mi je zgodilo z Italijanom. Za štartov hotel nakautirati od prve, pač takrat si treba odreagirati, ne, pač ne gre drugače, ne, valjda nočeš takih fajtov, ampak tako je, ne. Držiš se, ja, ne, z gameplana pač probaš se držati iz runde v rundo, pa pač vse ostale pa itak prilagajanje, ne. Tudi odvisno, kako on odreagira na določene zadeve, pa sem hočeš vsako slabost, ki pokaže, hočeš samo izkoristiti. Ne vem, trza na tisto, pač ok, recimo, da je nekog kikov dubu je začel odreagirati, ga pa poštimaš na druge stvari. Vse se pol nekako iz nekega gameplana se pol stvari povežejo naprej v neko sliko, ne. Tako da bi najbolj ti povedal. Ja, ne, se super. Pri Italijanu je bila scena, da je uletel in te dejansko zadev, ne? Kaj si v pleksus dobil, ali kaj že bilo? Ne, dejansko te je dropal. Zdaj, ni me spok dropal, ko bo takrat, jaz sem ga hotel kontrirati, ampak zgleda, da z moji živci takrat so bili, jaz sem takrat dobesedno, pač sem bil živčen, ampak hkrati sem jaz hotel njega pač res, jaz sem ga hotel pač poškodovati, ne. Jaz ga pač nisem ga maral, pač sploh kak je govoril, pa se zadeve. Cel mesec do fajta, jaz sem ga hotel pač zgradirati do konca, ne. In pač ta želja potem je tako velika, da pol narediš neke napake in jaz sem sam sebe v bistvu spotaknil v tem, ker sem se gibal nazaj. To je bila fora, okay. Ampak sem še zmeraj pol dol v par udarcev, to pač ne rečem, sem še čutil na sebe, pol sem pa itak oblognil v svoj prid. Takrat je komentator eno dobro stvar je rekel, ker sta se pol pač, se pravi, nekaj sta bila v klinču, sta šla narazen, sta bila spet v stand-upu in je rekel, da zdaj Jan ne sme podležiti čustvom, ne? Torej, da ne bi zdaj zaradi tega, kar se je zgodilo, veš, in zdaj si mi lih o tem govoril, da dejansko si bil živčen zaradi tega, ker si hotel
a ne nekaj več od tega, kar sam zmagati. Ja, mislim, se je videlo, ko sem ga na tleh probil, sem mu glavo odbil, meni v tisto zadovoljstvo čisto. Tudi še doskrat gledam nazaj, folk mi pošila, pač tisto je bilo vsem zadovoljstvo, no. Ja. Ampak kot fighter, a ne, bolj, ko si zrel, manj je verjetno tega osebnega, čustvenega naboja, ne. Ni sploh tega več, no, mislim, tudi za te borbe zdaj, kar je tisto nek stres, da performaš, ni pa nič zvezi s človekom, nič, nima sploh veze nobeno, ne. To, razen, če naletiš spet nekakšnega kretena, ne, tako ampak ne bi rekel, da je bilo spet kuno. Tu se enkrat zgodi, se pravi, prvo borbo sem je nekako največji test, ker ni bilo samo sama borba, ampak je bilo tudi tako mentalni, ne. Jaz sem šel čez prvo borbo, čez najtežji, kar je šlak, pač, da ti en tam zajebava cel mesec, mislim zajebava, piše neke komentarje, ne vem kva, grozi, sem s tem je, razlika je s tem, če človek to glumi, ne, a pa če zares misli, ta je pa pač zares misli, ne, ta je bil pač dobesedno ni bil tukaj pod glavo, da in vse droge razne, trava v hotelu, kadil, imaš svašta zaslišati. Vse si že videl na tisti preskonferenci, človek res ni presep, ne. Ni tam zaradi fajta, ne, tam je zaradi ega, da zdaj Ja. neki si bil, da to, ne. Ja. Sama misliš, da je na to tudi vplival, kako se je v UFC-ju z nekim tem vzponom McGregorja, mogoče, če lahko tako rečeva sploh, začeli dogajati, ne, ker takrat je začel šele gledanost, res konkretno rastati. On je UFC postavil dejansko zaradi te svoje persone na mapo. Ja. On ima enostavno tako karizmo, da pač povleče folk, ne. Samo isto, kot recimo zdaj Fabian, ne. On isto, zdaj ta regionalna scena je tako dvignil realno zaradi njega, da pač on govori, kaj bo naredil, cel cel nasprotniku govori, kaj bo naredil in pa pač to naredi, ne. In vsi dvomijo v njega, recimo do borbe, pač ne bo on to naredil, bla. Smo pa isto dokaže in spet dokaže in pa še tam takrat Stosiča, dvakrat malo knockdowna, ok, pač ta je zares, ne. Folk to vidi in pač vidijo, ne. Zato mu je tudi, ne vem, following narastel. McGregor pa isto, on je pa sploh šel ljudem v glavo, ne. On jih je tukaj cajt trash talkov, pa dobesedno je verjel, pač je tukaj je govoril, je pač res mislil, ne. In tu se nekako zgleda, da tudi priseli na nasprotnike in sploh Aldo, ne. Dobiš neko ora, kako bi rekel. Ja. In dušo mu ukradeš v bistvu. Samo hkrati je bil človek skus v tem športu, ne. Ja. Je bil res tukaj not, da so se te stvari poklopilo, ne. Pa da ne bi bil pa isti, kot vsi ostali, ki so neki govorili, pa bi bil pač, ne vem, kot moj nasprotnik na video, kako so ga usmeš na koncu, ne. Ja. Sploh z njemu vidiš zdaj v karieri, pač ni 100% not, ima koliko že 4 zaporedne poraze, koliko, ne vem. Ja, nekaj ga je vmes. Ja, pač ti zunanji dejavniki, sploh pri njemu, alkohol, vse te zadeve, druge slaba ilegalne pozornost. stvari. Nisi pa v tem športu. Ti, če hočeš iz tega športa nekaj največ povleči, ti moraš pač enostavno biti skus v tem not, ne. Jaz sem bil full fan McGregorja, res full fan. Ja, se je isto, sem pol zdaj čez cajt, ti pa samo kaj to res, ja. Mislim, ni več isto, ne. Ja, mislim, prelomenca je bila, tako high je bil pri meni po fajtu z Aldotom, a neka Aldota je res pač, sploh ni bilo dvoma, a ne. Pa pol je bil še, ne vem, je bil za njim Diaz ali je bil prej, po moje za. Diaz pa še Alvarez. Pa Alvarez. Ok, doboš to drug pas, ja. Ja, no pa Khabib pride, a ne. Ja. Pa Khabib pride, ka pa s čist neko skromno mentaliteto gre noter, ampak ti pa reče, lej, pač z mano se pa nož zajebavo, a ne. In tam mislim, da se je zgodila pač njegova destrukcija, ker je dejansko pač... Njegova ta destrukcija se je začela že mesece prej, ne. Od tega, jaz sem bil gor na Erska, ne, jaz sem šel enkrat za en mesec trenirati, njega ni bilo enkrat v džimu, recimo, ne. V celem mesecu pač on ni treniral nič, kar je objavljal, so bili partiji, pa tudi Ja. Vsi okoli so vedeli, se je še sam priznal, da on je med kampom, ki je bil vse skrb, ne vem, mogoče 2 tedna, ne, da je še pil, pa tu, pač prišel sem na sparing, ki je bil, ne vem, 2-krat na teden, ostalo ni nič treniral.
ne gre tako, ne. Ja, itak, ne. Z ekipo nič ne komunicira, on je glavni, to je problem, ki imaš pa tak. Mislim, se trenerji hoče najbolj samo pri njemu, v njegovem primeru, vsi govorijo ja okoli njega, ne. Valjda. A veš, tudi če pogledaš, kjer ostale borce pa so iz unga kluba, ne. Pač realno, on je bil en na ne vem koliko, ne. Imaš neke solidne borce, samo ni pa spet ono, ne. Ja. Dedication je pač na drugih stvareh, misliš, da si Boga za jajca paril in to je to, ne. Ja, se tako je tudi na teh vsakodnevnih zadevah v life, ne. Če misliš, da si glavno, se hitro stvari obrnejo, ne. Ja. Moraš ostati nekje ta level-headed, pač nekje na isti dolžini skozi, da si realen sam sabo in to je najbolj, ne. Klej ti tudi ekipa pomaga verjetno zelo, ne. Mislim, glede česa? Tudi glede psihe, ne samo glede psihe se mi zdi, da sem dosti sam. Aha. Tudi mogu predelati, sam sem tu, ko pač sem se pravi skozi v tem not. Ja. Pač jaz konstantno to razmišljam, ne. Jaz bi rekel, da kvečemu mi je bonus, pa da so mi dodale stvari, sploh štiritev glede psihologije in pa hodnik, ne. Ja, no, to je to, kar lahko reči. Ja, tudi ta del, ki si zdaj omenil, torej ta notranji boj, ki ga imaš, ne, ki si rekel, dosti sam na tem delaš. Kaj bi rekel, da je nekaj, kar delaš dobro, oziroma kako si opazil transformacijo v notranjem svetu pri sebi? Pač jaz mislim, da je tukaj ostajam na isti dolžini skozi. Ni ono, da me ego povleče, ok, zdaj imam pač 6-0, skoraj recimo, zdaj že resno postaja, ne, z Braveom sem podpisal, nisem zdaj, ok. Ne pridem jaz ka ta folk, veš, ki so zdaj po podcastih, ki pridejo, jaz pridem v sobo, pa sem čutil moja energija, pač ne. Običen človek si, pač tukaj vsak ostali, pač poseriš se vsak dan, ješ vsak dan hrano, pač realno odvisen si vseh drugih stvari, kot vsi ostali, nič drugačni, ne. Ne moreš se zdaj delati, kada si zdaj ne vem kdo, pač mene enostavno ni tako, tudi nisem tako naučil. Pač tudi ne vem, me ne zanima zdaj, kaj si ljudje mislijo, da jaz pridem v sobo, pa te se bo čutil jaz navarenega, pač. Meni je to komedija, no. Ja. Sploh ne vem, glih ta Habib, ki si ga omenil, sploh ni tako, pač. Ono, normalen človek, pač, ki pa pač delal celo življenje za to. To je pač to, ne. To se mi zdi edino. Ja. To, mislim, da te kvalitete dobiš prav vseh na visokem nivoju športnikih, ki so res nekaj naredili. Ja, iste neke vrline, kvalitete. Vrednote tudi. Ja, vrednote. Ja. Ta disciplina pa vse, kar prije zraven. Rek je, kvaj že rek, delaj za, ne bom se spomnil, kva sem zdaj hotel povedati. V glavnem nekaj v zvezi s tem, da je modrost pa tista, da to obdržiš, a ne. Ko za nekaj delaš, deli trdo, da to dobiš, a ne, torej, da ti rataš, ne vem, svetovni prvak, pol pa samo prosi za modrost, da boš lahko obdržal normalna psiho. Tako, da ne ponesete. Ja, ker to sem tudi Nedoha po mojo vprašal, sem rekel, in kaj, ko pride do tega, da boš pač ti pa enkrat slaven itd., kako boš pa takrat poskrbel? A tudi to greš kdaj, ta scenarij v glavi čez? Realno pač razmišljal sem že, nisem dal pa ne vem koliko časa v to, ker pač se mi zdi, da tudi me ne bo v to povleklo. Enostavno imam druge stvari, ki me zanimajo, pač ne vem. Tudi recimo učim zdaj ljudi tam v Trebnem MMA, je par malih dečkov, ki mislim, da bo, če bojo trenirali, da bojo nekaj naredili. Sploh pač valjda odvisno od posameznika, komu je pomembno. To je pač na njih zdaj, ne. Jaz mislim, da imajo vse, kar rabijo, da zdaj naredijo. Za naprej in tudi take prednosti so, da znanjem, da pač nimaš kaj, ne. Zdaj glede vprašanja pa pač mislim, ja, enostavno nisem tak človek nasploh, veš. Ja, razumem. Ne vem, to bi tako nekako najlažje povedal. Ja, razumem. Pač tudi danes v take situacije, pač mi je že recimo mogoče malo ego narastel vmes, in sem tako, pač sam sebe vprašaš, pač, da je bo realno, ne, pač ni taka slika, koliko misliš, da je. Še zmeraj dobijo že lepo pički na sparingu, veš, pač moraš stvari še zmeraj zboljšati.
bolj gledam na to, da pač vsak dan se zboljšam, zdaj kot oseba ne dam neki stvari veliko, realno, da nam neki čizi izpado. Ja. Pač realno povem, ampak tako, da se razvija skill samega fajta, ne. Pa tudi mentaliteta, no, se pravi tudi kot oseba, pol konc koncev. In to mi je nekako glavno, da se razvija, ne. Tudi zdaj se mi je takrat, kad ti neki se nehaš razvijati, se nekako neho, no. Veš, kaj mislim, pač Ja. tudi ni več zanimiv, ne. Pa več ti unga užitka, ker naprimer se nekaj naučiš, zdaj znam tisto, recimo, da bi unkaj te, naprimer, tisti dan na sparingu pomagal, zdaj sem ga pa izhakikal v glavo, pač zdaj bi ga nakoteral, recimo, ne, pač tako nekako je bolj zadovoljstvo, ker vidiš, da napreduješ, kakor pa da, ne vem, vse to, kar jaz mislim, da je to medija, pa to, če že bi se mogli zagibati, ker nekako da to lažno sliko in folk, tudi, ko gleda to, ti smo tisto, se preveč folk začne primerjati na mest, da gleda sem svoja slika, pa pač svojo osebno rast, ne. Ker drugačna slika ni zdaj nek vzorc, ko boš ti gledal in zdaj več si isto razmojo, ne. Vsak ima svoje, ne, izkušnje, ko mora čez, pa pač da zrasta, ne. Zelo taka stoična filozofija tega, pač ti si edini človek, ki je dejansko v tvoji kontroli in poskrb za to, da boš ti tvoj boljši, pa pač čez vse te izzive, ki ti jih bo pot dala, ne. Tako da ne iščeš une lahke poti, ki ti jo zdaj tudi social media in vse daje pred nos, ne, ampak se zavedaš, da boš zbral uno težjo pot, ki ti bo dala izkušnjo in da je izkušnja bolj pomembna od samih idej. Kvečemo sem tako rasteš, ne, pač da boš ti samo lahke poti izbral za objavljati na Instagram je fajn, ne. Vse ostalo pa pač... Sej to, ja. Sem nažalost tudi ljudje so tako, ne. Sej smo si sami krivi, ka pač se zaradi nas je tako, kaj je, ne. Ne vem, sploh mlajši, ki so, pač se ne moreš zameriti, njim tu pač se postavil roke in pač tudi tukaj poznajo, ne. Telefon in pol, ne vem, bo videl nezga borca, ki ima veliko govori, veliko štreš toko in pol hoče mi ta kon, ne. Veš, sem zato, ker tu dobi največ ogleda. Pozornost, pozornosti in pač narobe je nekako vse zvezan sestavljen, ne. Ja. Samo konc smo si pa tudi sami krivi, ne. Zato, ker ostane pri te neki ideji, kaj bom jaz, kaj bi lahko bil itd., ne. Preden sploh probaš, ker če boš ti stopil v nek proper MMA gym, bo trener ta prvi, ki ti bo spucal šamar, pa ti bo rekel, ali boš pač se zresnil, pa bil kle, ali pa pejt na TikTok naprej objavljati filmčke, ne. Že sam zaradi tega so meni borilne veščine všeč, ali pa kjerkoli fizičen šport, no, jaz sem ameriški fuzbal igral, ne. Ti lahko tam trash talkaš, sam, ko boš stopil pred tega človeka, pač zdaj boš pa pokazal, ne. Ali pa te bo nekdo povozil, se nimaš kaj, ne. Mislim, se ne rečem, pač folk ima svoje cilje nekako, pač lahko ti trash talkaš, ne. Sploh tle imaš v regiji neke borce, ki to ful delajo, ne, pač se moraš pač videti, kaj je tvoj stil, če ni avtentično, pač. Ne, če si po naravi tak, pač deli, ne, pač ne rabiš zdaj glumiti, da si pozitiven, pač če nisi, pa nisi, ne. Pač mislim, da najbolj, da si tu avtentičen in tu je to, ne, kar lahko vidiš. Bravo. Sprejeti to verzijo sebe, ki pač jo živiš. Ja, pač hočeš še zmeraj zboljšati, recimo, če nočeš biti tak, samo valjda ne bo nekako ne. Ja. Naravno mogoče, ne. Kdo ti je navdih od borcev, pa zakaj? Od borcev? Ne bi rekel, da neke konkretne, tako recimo tak je zdaj za pas zmago ne vem, če zgledal fight. Jack Della. Ne? Proti Belal Mohamedu je bilo. Zdaj za vikend. Ta recimo dečko, on je začel z 0-2 skorem profi in je zdaj že 18 zaporednih zmag na nizu. Wow. Ja, ampak ko je z njemu zgodba njega, jaz sem njega že zaznal prej, tako recimo kot neki ostali, ki so ga sploh poznali, ne. Zakaj? Ker ta tip pač ni medijsko izpostavljen, ne. Pač je skromen, pač živi za ta šport, pač ima familijo, to mu je važno in to je to, ne. Sem šele zdaj dobil pozornost, ki je zmagal pas, ne. Zdaj pa pač vsi ga poznajo, ne. Ja. Sem nekako taki ljudje, pač ne vem, Habib, ta Jack Della, tu taki ljudje, ki pač vejo, kaj mi je pomenilo v življenju, to se mi zdi najbolj, no.
Niso mi več zdaj neki taki, ki preveč treš tokajo, pa neki, eni že vidiš, da težko je tu samo glumenje, ne? Ja. Da igrajo, tisto meni, ne. Kaj pa Jones? John Jones? On se mi zdi, da je dosti napak naredil v življenju, da bi pač kot borca, pač valjda ga boš spoštoval, pa to, ne, jaz sem tako kot človek, pa pač dej se ured sprava, veš, Ja. realno, da imeli mi tega človeka v Sloveniji, on bi bil v zaporu skozi, pa veš, ne bi bil sploh tako kot vzor, ne. Ne vem, koliko incidentov, ko za en človek govorim take stvari, ampak Vse lahko, ja. ne vem, zbije nosečo žensko z avtom, pa ne vem, pa droge, pa alkohol, pač ne moreš tako živeti, ne, niti delati, pač tudi ljudje okoli tebe so pomembni, nisi ti edini tle na svetu, ne, pa glavni, pač zato, ker sprvaka, pač. Ja, sam borc pa neverjeten, stari. Ja, predispozicije, borc neverjeten, moč, definitivno. vse, tehnika. Sem te dva aspekta se ločita, ne. Ti kot borc pa pač kot človek, ne. Super, ja. Jaz tudi recimo, jaz sem pač tako, jaz sem umerjen, pa pač grem v kletko, pa pač jaz ga hočem razbiti totalno, pač. Niti druge stvari, niti pomislim, niti kančka usmerjenja do njega, ne. Nekako ti sem preklop, avtomatsko ta del in tu so dva različna aspekta. Ja, alter ego. Ja. Tako, ja. Ja. Zdaj za naprej, torej ti zdaj imaš to borbo. Na kateri točki kariere se nekako vidiš, da si zdaj, pa kaj si mogoče želiš doseči s tem, kar delaš? Zdaj, plan je parafajto tukaj v Brejvu, pa neke imamo tudi konkretne šanse, da gremo pol počasi, naprimer v UFC, ne. Se pravi, tudi imamo na srečo kontakte in vse te zadeve, da lahko pol, naprimer, gremo na, ne vem, Dana White's Contender Series, pa da bi tu naredili, se tam pokažeš najboljši luči in da bi pa pač valjda podpisali za UFC, ne. Tu mislim, da je vsakmu borcu cilj, sanje, zdaj, meni osebno, tudi če mi bi tu ki ponudili za 200 €, fight, pa da imam šanso iti v UFC, jaz bi izbral UFC, čeprav je recimo tam 12+12. Pač, pa še odbi davke, pa vse zadeve, ki moraš plačati trenerje, ne. Jaz bi še zmeraj tisto zbral, ne. Pač, imaš nek cilj, ko hočeš in to mi nekako, no. To bi bil prvi Slovenc, ne? Sploh prvi Slovenc bi bil, Ja. To bi, ja. Ja, mlad si dosta, ne? Ja. Mlad si definitivno. Kjera kategorija si ti? 77. Aha, ok. To bi v UFC-ju bila welterweight? Yes. Ok, ja, ta je kar zanimiva, dominantna. Se pravi, ta Jack Della je zmagal to zapas v tej kategoriji zdaj. Ja. Kaj zdaj po moje vemo, ker mu govoriš, jaz sem videl. Hodo. Zdaj ful se razvija fight scena v Evropi, a ne? Ja. Pa imamo zdaj ta, kaj je bil VFN pri nas? Je bil, ja. VFN pa PNL, se pravi una, ki je nedolg se... PFL, sorry, ja, PFL. Kaj pa te, a te kaj zanimajo, ta tekmovanja? Realno ne, no. Zdaj imam jaz opcije, da realno vse fajte tukaj naredim, se lepo 40 minut zapeljem do Ljubljane, pa sem v 40 minutah nazaj. Tistih 15 so pa manj, ker pač itak mi je cilj zaključiti človeka, grem pred domov in to je to, ne. Grem lepo, jest pa lepo domov, spad pa je. Tu se mi zdi nekako najbolj, no. Bi pa isti cajt spravil, se pravi, zdaj smo s tem brevom podpisali, bi se pa tudi tako šel ven boriti, no. Sem če že bi izbral kakšne take lokacije, ki imajo lepše vreme, pa to še ostane malo na dopustu. Valjda, hvala Bogu. Drugač pa te, PFL, tu me ravno ne bi zanimali, FNC ti recimo še ena tukaj regionalna, ne, močna, samo, ne, ravno, tudi ne rabim, ne. Ja. Lahko imam tukaj ta VFC Brave, pa imaš FNC, ravno ne rabiš več ven hoditi, ne. Hvala Bogu. Se ti pa itak to vse šteje kot profesionalen skor, ne? Ja. Zdaj vsako borbo, ki imam MMA, je pač profesionalno, ne. Kaj pa je pogoj, da te UFC sprejmejo?
jaz bi rekel, da je dosta odvisno od kontakta. Tudi nekatere borce, ki vidiš ti v UFC-ju, si sploh ne zasluži biti tam pač. Eni pridejo za skorom, ne vem, 5-0 not. Ne vem, pač sem zato, ker trenira tam, ker je dosti teh fighterjev in pač, ok, imamo enega tipa, da ga not, ne, pač. In tako je pol nekako. Pač da se, pač samo jaz tudi primor zase, hočem, da sem dosti zrel, da preden bi šli tja, pač da imamo res, ne vem, na vsak stil borba, ki je, imamo neke rešitve, znamo se prilagajati, dosti smo močni v vseh področjih, da lahko pariraš posod, pa da lahko zaključim ljudi iz posod, ne. To mi je nekako res, ne da prideš tja, pa si ja, mogoče bomo zmagali, mogoče ne bomo, pač, ne, pač, veš. Greš, da si postaviš ime, pač sploh pa ja, da v prvi Slovenc tam narediš nekaj, ne. Noro. To je bilo tudi pol nekako za Slovenijo sploh, ne. Valjda. Se v Sloveniji, ko pogledaš, mi od športnikov imamo od najboljših športnikov na svetu. Ja. Pri nas je samo odvisno, kam damo fokus in to, ne. Nori smo, kar se tega tiče, ja. Mislim, da imamo da folk v Sloveniji, kako se tiče športnikov, da imajo in to prave mentalitete in da trenirajo tako, kot treba in pač sem, da je stvar zdaj, da smo počasi šli zdaj še na ta MMA trg, ne. Tako da bo še tukaj počasi rezultati prihajali. Koliko si star, ko prideš v UFC? Gre si malo igrat. Koliko bi bil? Koliko boš star, ko boš prišel v UFC? Po moje na 25. Ja. 2 leti praviš? Ja, se tu je 1 do 3, ne. Hudo. Ne vem, se ne rabiš zdaj med 15, ne. Ja. Meni osebno je cilj od 3 do 5 fightov še, mislim, vsaj 3 fajte narediti tukaj v Brejvu, preden gremo naprej, da sem res testiran in da napredujem še, ker ti, ko prideš v UFC, hočem biti že dosti razvit, ne. Ja. V vseh segmentih, ne. Ja. Ne pa, da bom neki na pol prišel, ne. Jaz recimo zdaj mislim iskreno, pa če zdaj nimam še kaj tam zadelati, ne. Ti gledaš top 5 borce, pač halo, ne. Tu so že, tudi ni, ne vem, da boš dobil nezga 30 starega, ne. Samo je dobro v vseh področjih, ne. Redko kje ima pomanjkljivosti, ne. Ti moraš biti pa boljši od njega, ne. In da boš zmagal, ne. In tako nekako, no, nek ciljno. Ja. A ko treniraš, se pravi, če pogledava zdaj tvoj normalen dan, recva, ko zgleda? Se pravi, zjutraj, kako se zbudim, ali grem psa sprehoditi, imam huskija doma, koliko je zdaj 3-4 leta star. Z njemu malo posla, dosti energičen, recimo. Ker je energično ostalo, pa itak spino. Vsaj 200 ur na dan. Kjera legenda. Ja. Da nimaš leva, stari. Ja. Tako da ja, njega sprehodim, lepo kavico spijem, pojem, pa imam trening ob 10 zjutraj, po pol 11, štritofom ali pa s hodnikom. Imam prvi trening, se pravi grappling ali pa striking, ali pa MMA trening, ali pa sparinge, pol popoldne mi je pa recimo ali bo nek fitness varianta, pač funkcionalni, za moje tudi športne, ne bodybuilding varianta, ne valjda. In tako ja, pač imam 2 treninga na dan in oba treninga sta bo ta skillset treningi, ne pač skill trening, ali bo pač 2 do 3 krat na teden pa vsaj ta funkcionalni fitness, ne. Performance, ja. 2 krat na teden, rečemo, ja. Pol ostalo so pa še sparingi, pa kuno. Recimo od 10 do 11 treningov na teden. Wow. Ja, pač 2 na dan, se pravi sobota enega, pa nedeljam pač čisto free, ne. Koliko moraš pa pojesti na dan? Dosti, ja. Koliko se pogovarja? 2,5 kalorij? Po moje sem kar tam 3000 naprej. Wow. Ja. Ker jaz sem imel, prej sem tudi premalo jedel in sem ful hitro se mi kilaža začela spuščati. Ja. In tudi ogljikohidratov jaz moram požrti, ne vem, od 500 gramov naprej, ne. Pač vsaj 500 do 600, ne.
paštice, rižek. Ja. Ni da ni. Je dosti, ja, mislim. Ampak glej, imam tudi punco lepo, ki mi tudi skuha dobro. Svaka čast. Ja. Kar se tega tiče, konkretno. Ja, kako pa čas najdeš pol za, recimo, za njo, pa za ostale stvari? Pač itak je cel cel pri mene, Aha. tako da pač vidva se tako vsak dan, glej, čas ima ona mene dosti, smo mne dosti. Grem na trening, hvala Bogu, pa se vsi umirimo. Ne, drugače pa za vikend je lepo, kam greva, pa neki dosti, ne vem, kak biljard skup špilove. Tako no, še zmeraj se najde cajt, pač. Ja. Ni zdaj ono, pač vse sem normalen človek, ne. Naravim je zdaj, a veš, zdaj pa zaključil s treningom, jem, zdaj pa spal cel cajt, pač eno urico imaš dosti, recimo, da odspiš, pa moš pa vse še cel dan, ne. Ja. Pa moš pa šele trening, ne vem, 6, pol 8. Dosti cajta, ne, da ne viš stvari čez dan. A si zdaj v kempu, a si že v pripravah? Ja. Koliko časa traja kemp pri tebi? Pri meni, spravo, jaz sem itak skus v treningu, ne. Ja. Jaz sem skus v formi, kar bi rekel je važno, sem da pol zdravo jem, da res ni ono, veš, da mi je neke pleskavice držalo, pa tu boš sem težak, ne. Spravo, samo ta prehrana, da se pol spet v nulo pošlihta in sem v formi, ne. Jaz sem, recimo, pač skusim v treningu, kje je pač meni skillset skus raste, jaz sem čedalje manj trošil, ko imamo v nekih situacijah, pač kardio mi je čedalje boljši, tudi zaradi načina treninga, ki imamo, za štritofon, ki mi da te strength and conditioning vaje. Ne vem, če me pogledaš en let nazaj, pa zdaj pač čisto drugačna slika, ne. Tudi več dvignem že in vse, ne. Moč se je pojačala, pač tudi se še razvijem, ne, tako. Ja, no. Hudo. A imaš kaj tako specifičnega, ko se približuje borba, se ti verjetno malo zamenja program? Ja. A še kaj zraven tako takrat dodajaš? Zadnji mesec je pač nič se ne dviguje kilaže, recimo, kar te zanima ta strength conditioning ali Vse mi povej. Se pravi, nekako je poudarek na sparingih, tu je, probaš taktično delati sparinge, tu se pojača, se pravi, tudi intenzivnost, ne. Število treningov se valjda prilagaja, ko hočeš ti poškodovan prijeti v fight, ne. Ja. Potlej ta strength conditioning, pač kilaža se več ne dviguje, ne delam je zdaj po 8 repsov, delamo, ne vem, 3 do 5, sploh zdaj 3, ne, zadnji mesec. Močeš imeti nezga muskel fibre, ki je več poudarek na sparingih in vseh ostalih zadevah, sprav na skill treningu, medtem, ko ti ohranjaš moč, eksplozivnost, brzino, tudi je cilj sam tega strength conditioninga, ne. Pa kondicija, ne? Ja, se pravi, tudi ljudje narobe zastopijo ti kondicijo, se pravi, ti si lahko ful spremen, Ja. bo en boljši od tebe, ok, si zmatra po prvi rund. Cel caj si delal na kondiciji, zdaj pa je nek problem, ok. A veš, kaj mislim, ne? Ja. Se pravi, kak je recimo pri nas, da še ta del povem, naša kondicija prihaja iz tega, da smo mi v nekih situacijah, ki se rešuješ ali napadaš pod let cajta, recimo mi delamo neke situacijske sparinge od 20 do 40 minut, ne. Konstantno sparing. Stand-up ali na tleh, ali oboje kombinacija? Odvisen. Vse. Ja, ok. Sicer sparing stoje je bolj tisto pač normalne runde, 3 minutne, sem da pač večjih, ne. Tako, kar se tiče na tleh, pa wrestlinga, tisto pa pač ja, je pa tako, no, je pa timer, ne vem, 20 minut, pa ne vem, 10, pa takih več rund, ne. Tudi da smo konstantno v teh položajih, ampak sem čedalje boljši v vseh položajih, ne. Težji zaključiti in vse in pač tudi se pa napreduje, ne. Kje pa bi rekel, da dominiraš? Če bi zdaj dala Muay Thai, se pravi, jaz mislim, ali pa stand-up, da zdaj sploh za te priprave, da moram samozavestno se zavedati, da sem pač dober posod in da lahko posod vse izkoristim. Zdaj, realno, kje mislim, da mi še fali, je nek ofenziven wrestling, defenzivno je v redu, na tleh je super, mislim, še zmeraj se da nekje popraviti. Jaz sploh tako, ko jaz gledam, mene, ne vem, da mi enkrat iz neke pozicije uide
Jaz sem že pač živčen postanem, pač, dej, kva tle narobe delam, dej mi povej, hodnika vprašam, dej mi tisto razlož, kva pač sem narobe delal in pol pač. Jaz sem ful tako, jaz direkt povem, pač, glej, tle sem imel probleme, pač dej mi povej, kva, ne. Že jaz hočem vedeti, ne. In Hudo. tako nekako, no, in pol je pač ta problem solving na način treninga, ne. In ne vem, delamo sparing, je problem, ok, bomo rešili, pa je pa spet sparing in izkus, a veš, Ja. izkus se razvija, ne. Ja. Pa si če dalje boljši, kot pa naprimer klasičen trening, ne vem, delaš tehniko, je sparing recimo prosti, kot si pa probo pa tisto, pač, veš, ko hočem reči. Ja, veliko bolj Ne taktično razvijaš se- tiste sposobnosti, ne. Ja. Tako kot sem ti prej, ko sem začela podcast. Jaz, da primer, da grem žico trenirati s kimono, pa da je 5-minutna runda, pa mi je 3 minute probal ten guard passat, ker v fajtu recimo ne rabim, tista distanca glihka ni ne guard, ampak je open guard. Ja. Tisti položaj, jaz sem zapravil pol 3 minute od 5-minutne runde svojega časa, ne. Veš, kaj mislim? Sprav 2 minute sem mogoče neki vadil, ker sem hotel. Ja. Tistih 5 minut. Poudarek je sam na tem, kar ti dejansko pol uporabljaš. Ja, sprav, tle je poš tisto, ko folk na zastop, kaj eni govorijo, da trenerji s kimono, pač ti imaš sprav 11 treningov na teden, ne? In da jaz od tega imam 2krat na teden ta strength conditioning, sprav še 9, ne? Potle je en kompleten sparing, ali pa 2, recimo, da jih je že 7, ne? Potem imaš, ne vem, še fokuserje treninge, grappling treninge, rečemo, da jih je pol že koliko še. Jaz se je vse ostalo v bistvu, ne. Da mi jaz od tega, da zamenil za to, da mi s kimono treniral, pač dobesedno, pač meni je lušen šport in vse, pač mi je zanimiv, pač ok, tisto pač že lahko primeš, porabljaš ko oblačila, veš, pač sem pač enostavno nima smisla, ker dobesedno pač brez zamere zapravljam cajt, ne. Ja. Ni najbolj efficient, pa ni, kada bi ti, ne vem, hočeš najboljši izkoristek, ne. Ja. Ne gre drugač, pač ne moram jaz delati neke zadeve, ker ne bojo se pa preselili v fajt, ne. Ja, sigurno. Ne gre drugač. Smiselno, ne? Mislim, dan nima lih neki neskončno ur, ti moraš smiselno res vsako Ja, minuto. si, ko pogledaš fajt, zdaj, da gremo nazaj na kimono, Ja. da sem v podporjetnem gardu, pa se me drži za rever, pa se vleče. Kdaj mene vidiš, vam je fajt v tej situaciji, ne? Jaz sem ali je stand-up fight, pol je druga faza, ko hoče ali zaprti distanco, da prije do rušenja, pol je tretja situacija, ker smo že v kontaktu, ki je prišel do rušenja, pol ali bo tako ruš, pa smo itak v kontaktu, ampak razlika tu, ali si v kontaktu, pač nisi, ne. Ni ona umestna cona, ko v jiu-jitsu, veš. Ja. Ker tista umestna cona, ki je, sta pač lahko udarim, ne. Ja. Veš, nimaš ti ne kontrole, ne, veš, pač, ali sem jaz zgornji pa zmagujem, ali si pa ti od spod pa zgubiš, ne. Ja. Tako je nekak koncept v MMA-ju, sploh pa kako se točkuje. In zato je tudi če dalje manj submišno od spod, ker vsi že znajo te osnovne zadeve, kako braniti, in vsi zdaj bolj, ko ne iščeš top position, ne. Ali si vzgor ali pa od spod, ne. Sam Nedohaj pa lih zdaj na tem zadnjem fajtu, ga je pa za nogo dubu. Mu jih hillok naredil, kaj je bilo. Ja, se imaš pa še ljudi, ki so pač recimo izjeme, sprav bolj specifični nasprotniki, ki je bil ta Tom Breeze. Ja. On je pa full folka zaključil noge, na ADCC tekmovanjih na vseh, plus še MMA fajti, ne. Ja. Sprav vidiš, da je resna groža, ne, v tem segmentu. V njegovem, zdaj pač valje lahko govoriti, samo v njegovem primeru je pač najboljša opcija, da se izogibaš tega dela. Ja. Ali neka distanca, da ga lahko udarjaš na tleh, da sploh ne pride do tega kontakta, do nog, ne. To je nekako najboljša situacija, ne. Ja, se Nedohaj Moraš zbirati momenta, ne, pač. Ja. Ful je zrelo pol odreagiral, ne, ker je tudi sam rekel, ne, to je bila moja napaka, da sem sploh pustil, da do tega pride. Hvala sodniku, ki je prekinil. In to direkt, jaz sem še z njemu govoril direkt po fajtu, smo se dol v garaži videli, ko so imaš parkiran avte, v tam Stožicah, ne. Ja. In je isto, zrelo direkt po fajtu, sploh, ko imaš emocije, no vse, on pred
povedal, kakor je celotna slika, pač tu res vsakemu čas, ker dosti borcev je ono, ne, jaz bi tu ono... Krivica. Ja, pa ono se je zgodilo, pa če tu bi bilo, bi jaz ono naredil. Vse te čeje tu so nepomembni. Folk si bo sem zapomnil, da si zmagal pa zgubil. To je to. Rezultat jim je važen in to je vse pač. Ja. In lepo mi je bilo videti pri Nedohu to zrelost, ker sem jo že tudi na podcastu videl, no. Ampak da tudi v dejanski situaciji v življenju, ki se je zgodila, da je bil sam tako, pač gremo naprej, jaz bom zdaj pač delal na to, da bom nazaj v formi in pridem nazaj in to je to, a ne. Se pravim, on pač vsak človek v MMA-ju, ki je sploh v life, no, tudi važno, da napreduješ vsak dan, tudi je glavni cilj. Tudi najboljši, ki so bili, recimo Joe St. Pierre, on je imel na kak isti mentality. Važno, njemu je bilo fajtanje najslabša stvar na svetu. Pač dvakrat na let, ki se je boril, si rekel, to so moji najslabši dnevi v lifeu. Živčen cel dan, ne vem, slabutje, anksioznost, skus imaš neki čuden želodec, pač kuje, ne. Ne vem, v mojem primeru je skus, naprimer, zadnjo ložo, cel cajt imaš pono, pač ono. A res? Cel dan fajta, pa je konc fajta, kar naenkrat nima več tega problema. Veš, ker vse je psihično, še dalje me tu, ampak tako, sploh na začetku tu. In pač ja, je važno, da pač vsak dan napreduješ, tu je glavni cilj, ne, pa da uživaš v tem, kaj delaš. Da ostaneš zdrav, ne, da se ne poškoduješ. Ja. A kaj delaš na tem? Tako, a delate fajteri nasploh na preventivi z vidika tega, da jačaš sklepe tudi, ne, delate to. Cela poanta tega strength and conditioninga bi mogla biti, mislim, vsaj pri nas je, pa tisti, ki to pravilno dela, je pač, da jačaš sklepe, da je tista robustnost ta prava, da si bolj čvrst. Ne vem, ko te nekdo prijeme, da čutiš, ta je pač čvrst, ne. Da je funkcionalno, ne morem jaz kot bodybuilder trenirati, da me jaz cel cajt muskel fiber nek težek, pa on pa šel na trening, veš, sparirati, pa ne morem rogo držati, pač, pa ne morem se premikati, pač, in moj skill trpi in pač poškodovano prej, ne. Tako da ja, mi delamo ful na temu, sprav na moči, na tej, da bo pač, da si robusten, močan, raztegljivost verjetno. Ja, moraš imeti mobilen, to take. Moj, naprimer, strength and conditioning trening, zmeraj mi je ista ta uvodni del, pač mobility, vse naredim, ne. Pol je pa še ti z glavni del teži, teda, ne. Ne delamo zdaj pa še, ne vem, na konc treninga ekstra kardio, ker pač, koliko sem razložil, ti boš dobil kardio, tem, da se zboljšaš šport, pa da se čim več v tistih pozicijah, ko boš bitko delal, in cono 2 in vse druge cone, ne, ki jih rabiš, da boš pripravljen za fight, ne. Kako pa to pol kot trener predajaš naprej generacijam, tako kakšen je, ne vem, kako bi to vprašal, kaj bi nekdo, ki ga ti treniraš od teh mladih, kaj misliš, da bi rekel zate, kakšen je Jan kot trener? Da bi on zame rekel? To pa je vprašanje. Pa jaz bi rekel, da tako iskreno, jaz jim zmeraj hočem najbolj, jaz jim zmeraj kar vem, jaz pač prenesem naprej na njih, ne. Jaz tudi, ne vem, zadnje cajte sem, ne vem, tu pa tu vado, zdaj mi tu ful dobro gre, bom na njih prenesel, ne. Pač enostavno jaz hočem najbolj za njih, in pač hočem tudi celotno znanje, ki imam, pač da dam naprej, ne. Kvečemu, čez 3 leta, recimo, bojo dečki že malo bolj zreli, še jaz z njimi zadelati, ne. Veš, ni zdaj samo enosmerno, recimo. Ja. Tako da ja, pa pač tisti, ki bo res zanimalo, mora verjeti, da oni imajo vse pogoje, da to naredijo. Se je pač na njih odvisno. Zdaj, kakšen sem jaz za njih trener? Jaz bi rekel, glej, da sem tak ukarabn, da bitmo. Da iz njih potegneš največ. Ja. Pač enostavno taka slika. Kako pa... Tu nasploh Štritov še bolj obvlada, kaj jaz, kar se tiče tega. Ker trenerska vloga je čist drugačna, kot si športnik. Jaz tudi zdaj šele uvajamo tu, ampak tu lahko tudi iz njegove strani dosti povlečem, ker ono pa tu že pač naštudiral na formu. A je to Alen? Ja.
To mi je Darja omenila, ja, da imaš izjemnega trenerja, ki je res razdelala, da je tudi o njemu veliko prebrala. Ja. Mogoče bi tudi njega povabil. A misliš, da bi Jaz mislim, da bi bilo super. Ja. Ja? Da bi bilo tudi dosti stvari tako za, po mojem, na podlagi vsake tematike, ki se bo spomnil, da se bo dalo dosti. Je zelo širok. Ja. To je dobro. Znanje od borilnih veščin do tega strength conditioninga, fizioterapije, tudi neke stvari. Hudo. Dosti pozna tudi telo, bi jaz rekel, no. Dosti to ve. Ja, no. Zakaj mu ti toliko zaupaš? Mislim, kar bi najbolj povedal, je tako, da pač enostavno to, kar smo delali, pač deluje in pač zakaj? Zato, ker vidim, da hoče najbolj za mene. Ne? A veš, vidiš v tistih momentih nekaj, kaj je važno, ok, naredi tisto zate, ne vem, enostavno vidiš, da človek hoče dobro za tebe. Ne? To bi jaz rekel, pa pač hkrati razvija se z mano, a veš, ni ono. Dosti teh trenerjev, ki pride, pa hoče sem denar, teh je ogromno. Pridejo, si cifra za njih, ja, trener je super, da sprašuje, ne upavimo, da če dalje več takih, jaz sem denar dobil. Ja. Teh je ogromno je takih, pač teh se moraš izogibati in ja, pač pravilno pač vidim, da pač hoče dobro za vsakega in tekmovalca in za mlajše in za mene in to je to. No. Da svoj maks, kar lahko, da se bo stvar ciljna. Drugo je pa pač notepne. Flober, ja. Kaj pa starši? Tudi pred borbo, kar reče nekaterim, ko že reče, nič se sekirati, vse na tep. Hvala. Te so najboljše. Bravo, res. Ja, sem dejansko tako je, a ne? Tako je realna slika, ja. Ker dejansko je to kompliment, oziroma je to res spodbudna beseda, če lahko vidiš. Jaz recimo vzajemno tako, jaz meni ono bed, pač vse na tep. Vse na tep. Ni mi zdaj pritisk, pač jaz vem, zakaj sem tle. Sam sem podpisal, da sem tukaj, ni ono, ne. Ja. Pač, hvala Bogu, da je vse na mene. To samo pomeni, da imam jaz popolno kontrolo. Da jaz košarko špilat, pa da zaradi enega drugega tam se pizdim, zakaj smo zgubili, jaz sem popizda šel. Ja, to je drugo, ja. Te grize pa, dej, ne. Drugo, tudi zato so mi boljš ti posamezni športniki, pač vse od tebe odvisno. Pa tudi en se ne more zabušavati, pa bo mislil, ok, se bo tukaj naredil. Ja. Veš, imaš to te, ne vem, od rokometašev do košarkašev, fuzbalerjev. Imaš ene 3 res, ki se potrudijo, ne, ostale pa se neki šlepajo, pa veš, pač realno, ne, je tako, pač eni so tam zato, da dobivajo plača, pač, da dobivajo malo denarja, da zanima jih polno res, da bi dali. Ker da bi vsakega realno zanimali, bi bili pač mi že, a veš, kaj pač. Ja, itak, mislim. Realno je tako, ne. Ja. Če imaš ti celotno grupo, ki je res maks v temu, kak ne boš pač. Sigurno, ja. Se klepol tudi spet trener, pa kdo je vodja v ekipi, kdo je kapetan, po domač povedani, kdo jih potegne gor. Klepa res pač nimaš s tem skrbi, dejansko lahko sam nas staviš in gaziš. Hvala Bogu, ja. Hotel sem te vprašati, glede staršev zdaj od, recimo kjergakoli mladega fanta, punce, ki gre v neke borilne veščine, kako starši od njih ponavadne to gledajo? Želijo tudi s trenerjem govoriti, jih zanima, če se bojo pač poškodovali? Ja, oni so sploh, se tu se zboljšuje čez sajt, sploh je če dalje bolj predstavljeno, celotni populaciji, samo vsi vidijo pač kot ono nasilen šport. In tu je nekak problem, ko imajo te mnenja o tem športu in pol, ne vem, se tu niso sami krivi, pač tu tudi, ne vem, dosti odvisno, kakšne smejo ti starši, ne? Pa kakšne smejo oni starši, in pol se tu vse poveže, ne? In ja, dosti jih vidi tu kot nasilen šport in pač se pravi, hvala Bogu, ima totalen tu naštudiran, kar bo on predstavil človeku, da pač tu otrok, ki pride na trening, ne bo se on zdaj na polno tepu v glavo, pač da bo imel poškodovano, a veš, da bo retardiran, a veš, pri 19 pač ni tako, ne? Cilj je nekako, sploh pri mlajših, razvijati samo motoriko, ne vem, social awareness, recimo, disciplino sploh, ne vem. To, ja. Jaz osebno, ne vem, kolikrat sem videl od teh resnih športnikov, nasploh, ker rečemo športniki, ki so resni, na višjem nivoju, da pač so bili neki ego triperji ali pa neki.
kjerkoli šport zdaj pogledaš, ko dela na najvišjem nivoju večina, so pač normalni, disciplinirani ljudje in to je to ti pač tudi šport da, ne. Zdaj, tudi po borilnih veščinah se pa hitro naučiš, da ti boš prišel z egotom sem not, ti ga bo ene hitro porošil, ne. Jaz mislim, da je to za tvoj karakter, da razvija, da je to super, pač boljš ga ne moreš imeti, ne. Sploh premajši, da se pol znajo tudi obnašati z drugimi vrstniki in da starejši, da so bolj spoštljivi, ne. Ker mogoče pa ta del v začetnih fazah drugih športi ne more dati, ne. Ja. Ker je preveč neke mogoče svobodne volje ali pa, ne vem, ker nimajo tega kontakta tudi, ne. Ja. Da te en malo prizemlji, ne. Ja. Zdaj sem se z enim prijateljem pogovarjal o enem primeru, ki se je zgodil, mislim, da na osnovni šoli. Pa sva prišla do enega izziva, ker nisva pol najdla neke skupne verzije, kako je to zdaj dobro, pa kaj bi bilo najbolj v tej situaciji, pa bi ga s tabo delil. Sicer bila je situacija, da jaz sem rekel, da bi vsi mladi mogli to borilne veščine lih zato, da bi pač se bolj centrirali, bili bolj disciplinirani, da ne bi bilo toliko pretepani tega, ne. No in je bila pol, primer je bil pa to, da je na eni osnovni šoli nek fant, ki trenira boks, enega tam malega čist na mlatu, a ne, čist na mlatu. Tako da trenira boks, enega na mlatu. Take trenira boks, enega na mlatu, a ne. In zdaj, a veš, kako zdaj v taki situaciji reagirati, a ne, a veš, ker verjetno ta fant ne bo mogel več trenirati v klubu. Ja, verjetno je to najbolj opcija, ja. Ima pa da neko, ne vem, si hodeš kaj naprej povedati. Hotel se sam reči, ampak je to res dober zanga, da mu ti odvzameš to, kar ga mogoče še sploh drži privezanga na neko realnost. Ja. Torej boksa, ne. Kako, na to sem se hotel navezati, pa pol bi bil nek pod vprašanje, kaj ti misliš, da morate v klubih delati, da te fantje pa punce ne izkoriščajo tega potem, da se spravijo recimo na šibkejše? Ja, jaz mislim, da tudi sploh glede na, če že rečemo to tematiko, ko gleda ta situacija, da je tle več mogoče zunanjih faktorov od staršev, do kaj se je mogoče dogajalo, do koga sprovocira, tle je ful, ker ne veš, ne. Mogoš slišati več zgodb zdaj. Ja. Če pa je, primer tukaj, ko si povedal, ne vem, po mojem ima neke notranje dejavnike, ki ima probleme in mogo to razčistiti, ne. Zdaj, kako boš to naredil, je pa po mojem tudi starša odvisno, ne. Ne vem zdaj, kakšnega ima trenerja, ker pač, da bi trener to pustil, ne moreš, ne. Jaz vem, da bi se to pravilno zgodilo, ne bi več naprimer prineval trenerov, ne. Ker ne moreš takih stvari delati, ne. Realno težko vprašanje, Ja. da bi rekel, sem po mojem, da ja, pri starših dosti odvisno. A se kdaj vi pogovarjate o tem, tako sploh z mladimi? Nagovarjate kdaj mogoče to tematiko? Torej to, kar se tukaj učimo, Alen, uporabljamo za dobro. Jaz pa sploh ne podpiram tega, pač. Ja. Tudi jaz sem bil že v teh konfliktnih situacijah, pač ne vem, jaz sem se zmeraj pač probal izogibati teh stvarem. Jaz sem vedel, jaz sem vsakega pretepem, pač na maks, če hotel, ne. Bil resne posledice, sem bil jaz pač požrem, pač govor, ker češ, pač bod ti v nego triper, ker misliš, da si pameten, pa ker te hormoni še pa testosteron daje. Jaz sem pa pač tiho in to je to pač. Nekako mora človek, samo vsi tuji, zaradi mojih staršev, da sem imel tako razmišljanje, ne. Sprav, velika vloga je kakšna situacija tudi doma, ne. Ja. Pro meni, hvala Bogu, je tako, kot treba in smo tudi naučili te vrline, ker mora biti, da se take stvari niso dogajale, ne. Tako da ja, no. Kaj so delali dobro tvoji starši? Tako, če pogledaš zdaj iz nekega zrelega Jana nazaj, tako da bi rekel, to bom tudi jaz, ko bom starš, pač delal, kaj je bilo dobrega zate? Zdaj, da začnem, sploh tudi, da sem dal v šport, mislim, da je bila dobra odločitev. Glede, zmeraj so mi rekli, recimo, ne vem, glede šole, pač, glede, da imaš zrihtane ocene, ne rabiš me zdaj perfektno, ker nekateri so da si perfekcionist, ne, same petke, pri meni gledaj, ti nared, kolikor znaš, probi se potruditi, to je to. Sem imel svobodno voljo glede tega,
me niso glede tega nič stresera. Hodo. In zmeraj sem imel vse narejeno, kako bilo treba, razen zdaj diplomsko še nisem naredil. Če bi kdo vesel. ja, obstajajo, bomo polka se kamere ugasnejo, zrihtali, ne skrbeti. Okay, ja. Tako da tu, da je neka svobodna volja, ampak da je hkrati neka avtoriteta v hiši. Ne? Tudi ful pomen meni je rekel, gledaj, ti, da boš ti naprimer kadil, ali travo, ali čike, pač ti ne boš sploh toki. Pač lahko spakegaš, pa greš. Tako je bilo pri meni in pač meni je bilo preč jasno, ok, tisto, ne. Jaz sem videl recimo v srednji šoli, polno je bilo tega folka, ok, končno smo malo bolj svobodni, lahko stvari probajo, pa vsak gre kot temu odzad kadito, pač na polno tu. Vsak vikend žurat, ne ve, ko bi sam sabo, pa pač da so pijano vsak teden. Jaz sem pač vsak teden treniral, ne, mene sploh tu, meni tisto sploh zanimal, ne. Tako da tudi, ko bi rekel, je pač, da nekako usmeriš otroka, da nek že prej najde svoj nek smisel, ne? Da se najdem nečem. Ne? Tu mogoče, ker dostkrat te mladine, ki se išče, ne vejo, kaj bi sam samo, ne? Takrat se mi zdi, da največ teh problemov pride. Po mojem. Pa sploh je odvisno, kakva okolica. Ne? Ja. Sej, če boš ti tu en trener iz Srbije, ker dostkrat pridemo k njemu, Nemanja, ne? Gremo z ekipo dol. Reče, če si ti v krogu 6 bodal, boš ti sedmi. Tako pač je, ne. Ja, družba, ne, tudi. Ja. Kako si pa družbo zberal? Verjetno pač povezan s treningi potem, ne? Sprav, jaz, ko sem šel recimo v srednjo šolo, pač ni noben trenerov, naprimer, isti šport, ne. Aha. Jaz sem se pač združil s folkom, ko sem mislil, da so ok za mene in pač, da smo nekako na isti valovni dolžini. Tisti, ki so bili nekako, se so me vabili, lep prid, boš z nami ven, pač jaz sem zmeraj rekel ne. Ne vem, soboto, žurka, bla, 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 ali pa petek, me ni zanimalo, ne, pač enostavno mi ni bilo sploh do tega. Nisem niti kančka želje, da bi šel, ne. Se ne rečem, sem šel enkrat, dvakrat, sem imel muka sploh biti tam. Ja. Sem rekel, da ko mi čakam, da grem domov, pa sem pa tisto tečnik, ko hoče domov. Pa zakaj ne piješ, pa te fora, pa pusti me preveriš dobro. Ja. Sploh tu v Sloveniji, da še tu rečem, pač meni je zanimivo, kako me vprašajo, kaj boš pil, rečem vodo. In so šokirali. Pač, a ne bi moglo biti tu normalno, ampak je normalno tu, da pač, zakaj ne pijem, ne vem, pivo, vino, pač. Se ne reče na šarobe, sem nekako mi je hecno, kak je tu normalno, pa ka pije vode, pa šokira. Ja, to je ta, ne, ki je Slovenci, ki smo edini narod, ki nekoga vpraša, če je vse v redu z njim, ki reče, da ne bo alkohola pil. Se je tu, ne, pač. A si bolan. Tu me nekako res fascinira, kako imamo mi tu v Sloveniji, ne vem. Ja. Ne vem, mene je fotor v bistvu še rekel, da je malo pije, pač, ono, in mislil, da je narobe z mano. Ja. Sem rekel, kaj mi je spil, mene to sploh ne zanima, žal, da pustno je pač, ono. Sem rekel, kaj če bi ti malo več vode pil. Ja. Pije tisto vodo enkrat na mesec, pizda. Ja. Nič več, vse ostalo, ja. Omenil si, da ste s prijatelji podcast tudi poštartali. Ja, mislim, zdaj ni več aktualno. Ne, takrat, pojmi, kako ste takrat začeli, kva ste hoteli. Ta moj kolega, ki mi je tudi par video, ki si videl na TikToku, tisti, ki so boljš narejeni, so njegovi. Ta Nik je zaštartil podcast takrat, si imel nekako idejo, da bi tu, mogoče bo kasneje spet začel, ko zdaj je po ful v tem TikToku, po ful te dobre videe naredi. Ima res tudi feeling za to. Ko se piše Nik? Čukovja. Vem kdo. Poznaš? Ja, vse da ga poznam. No. A vidiš, ste homija? Ja. Hodo. Ful dobro kolega. Se pravim, jaz, da on kolega, jaz sem recimo 2 kolega. Ne? Top. Ne bi rekel, vsi ostali so, mislim, imam tudi ostale tako kolege, samo ne vem z imi recimo, da se kdaj dobimo na kavici, karkoli, ne, da pač spregovorimo, ne. Glede Nika, ja, kaj shvatila? Če podcast si mi, kako ste ga startali? On je imel to idejo in pač igrabo nekoga, da zaštarta in smo šli. Itak se nismo nič pametnega pogovarjati, mislim, je bilo malo, koliko smo bili stari, 19-20. Ja, pač smo po enemu drugemu kolegi to v hiš naredili
In ja, ene 2 epizode so bile, pa se je stavilo. Ni bilo to ali kva? Ne, pa se veš, kak je, si ti 19-20, pač. Itak. Kje imaš, nimaš na denarja, ne nič, pač, ko boš, da boš ti, tako ko imaš ti recimo zdaj Illusion Set, ok, ne, pa imaš na neki epizod, imaš, ne vem, tudi izkušnjo v life, ko lahko šeraš, ti pri 19-20 si šele začel, pač, nisi sploh, misliš, da nekaj veš, pa nimaš pojma, pač. Ja, to je. To je tako, ne, pač, pač ja, zdaj je ful na ta TikTok, tudi dela za druge podjetja TikToka in mu ful gre, no. Hudo. Tudi da ga prosim, da nekaj zrihtati videe. Vsega bom po moje pingnil za en projekt, ali pa koga drugega, ne vem. Ja. To skozi je srabama, veš. No, nemo napiš. Ja, itak. Nemo nik. Evo, affiliate. 10% gre Jana, toliko da veš, da se že kar zdaj zmenimo. Vsako kavico z javno časti. Ja, to je nekaj. Tukaj da javno. Prej, ki si omenil te kakšne konfrontacije zunaj, da si imel, ne? Tako da te nekdo malo provocirati hotel itd. In si se... Jaz sploh v šolah. Ja. A je to res, da ti kot profesionalni fighter moraš nekomu povedati, da si profesionalni fighter, če pride do take situacije? Ne, jaz to sploh nisem vedel. To sem jaz sam slišal. Jaz recimo, glej, kako sem spravil, kako sem jaz odreagiral. Jaz takrat nisem pač profesionalni borec, sem bil pač v amaterskih vodah, ne. Pač jaz se enostavno izogibam tej situacijam, ne. Ja. Jaz, ne vem, se bo kdaj že recimo bliz, pa pač imaš ono, realno pač iskreno povem, včasih sem res želel, da bi enega, da bi šel ven iz avta, pa da ga na rano tla postaviš, samo ne moreš tako delati, pač. Da bi vsi tako obnašali, ne bi nikama pušti, ne. Ja. Ne moreš tako pač, čeprav imaš željo, pač glej, veliko slabših stvari je, kar lahko iz tega pride kot pozitivno. Bravo. In kam je zdaj, sploh ne vem, kariera začenja, zdaj pa enega tam prebutil, sem zato, ker imel, ne vem, fakt je šel pokazal na semaforju, pa bom šel pa kaj v zapor, pač. Ja. Dan pa treniral, dan pa vse ostalo, lahko vse ostale stvari pozabim, ne, če tako delo, ne. Tu meni čista bedarija, kdo bi tako delo, ne. Res. Sam so pa situacije, kjer nimaš druge, a ne? Ja, to definitivno, sem tisto se pa ti braniš, ne. Tako, ja. Razlika je ti, ali odreagiraš na podlagi čustev, ali pa pač neki, ki pač, da se moraš braniti, pač, ok, ga boš, ne. Ja. Zdaj pa, da se ti lahko izogneš te situacije verbalno, ok, ne. Probaš tako rešiti zadev, ne. Ne boš zdaj, on mi je tu pa to rekel, ok, zdaj ga pa pač izprvo dal. Ja, mene kdaj malo žalosti, koliko je tega, sploh tako, ko slišim za kakšno ta nasilje na šolah, pa to, ajde, Slovenija se mi zdi, smo še kar ok glede tega, no, ampak tako veš, da... Tudi ljudje so problem, ne, ker pač ne vejo, kje so, ne. Ja. Ti si najslabši dan zbral v svojem življenju, da glih meni tistega sredinca stegneš. Realno. Pač, kje ti sploh samozavest, nikoli nisi nič treniral, nobenega nisi nikoli prebutal, neki pač izdeloš ti tam se tebo pač. Ja, klej bi dal en nasvet, sem poslušal sem tega, kaj gledate na YouTubeu. Ljudje, ki imajo obrabljena ušesa, tako kaj Jan, njih ne zajebavati. Ne jih zajebavati. To je bil en joke je bil zdaj, da je en mu neki hotel kao zasikati in se je pol proti njemu obrnil in je videl všeč in bo šel tako, salam aleikum, friend. Sploh jaz, kad tako zgledam, jaz pridem z, ne vem, oversize majico, pač zgleda, kada nič z mano, veš, pač ono, dobro, kefsov vem, da nimam, pač, in pola, veš, sploh da nekaj daljših hlače nosiš, pač kavo ta naredil, veš, si mislil, ne. Sem pač, ne vem, naj si misli, kako še. Ja, mislim, se nasploh ni dobro iskati problemov, a ne? Ne, se hvala Bogu, pač. Problem je pri ljudem, ne, ki pač sploh na šibkejše se spravljajo, ne? To je. To je problem, ne? Zato sem jaz tudi dostkrat, recimo, imel take situacije, recimo v šolah. Najprej so tega klinca zbral, ne, ki je, recimo, šibkejših. Jaz, ko sem prišel v srednjo šolo, jaz sem imel, ne vem, 58-60 kil. Pač ko boš ti, veš, kaj pač, neč ne bo ono, njihovih očeh je tu ono. Ja, easy money.
Malo ga sprovociral, pa da bo on jezen, sem ga prevutil, kaj on mene, pa kao. Več pa kao obrnejo slika, ne. Jaz se zagovarja, ne, pač tako je, no. Ja, mislim, vse smo eni mali pavijančki, sploh fantje, ki pridemo srednja šola v tone. Pa imaš ti tam punce, pa se moraš delati malo sploh kaj punca klovna zraven. špilat, ne, ti si je pol, ja. To je pa Tupak najbolj povedal, čim je punca zraven, je največ problemov, ne. Ja. Ampak vse dobro, da kdaj dobiš, a veš, vse tudi jaz sem dubo, ne. Pa me je zelo veliko naučil takrat. Pač ego ti da dola, ne, jebi ga, greš naprej, to je to. Problem je pa, jaz sem delal, ko sem delal v domu starejših občanov kot študent na recepciji, je bil tam en model, ki je delal DKD, se pravi družbeno koristno delo, je sedel, mislim, da 10 let v zaporu, ker je prišel od zunaj do neke situacije, nekdo ga je provociral in ga je ruknil na brado in je padel in je z glavo v pločnik udaril in umrl. Ja. A veš? Ja. In star, evo ti 10 let lajfa, zato da si ti pač enega ruknil. Da si ego dokazal, ne. Sej to, a ne. Klej imamo pa pol problemček, a ne. Jaz sem z unim modelom tudi govoril takrat, pa rekel pač, situacija je bila taka, zdaj boh nadej, da kaj tazga bi naredil, a ne, kva ne, zdaj pa klej delam družbeno koristno delo za te 3 evre na uro, ali koliko. Ja. A veš. Se tu, problem je, ker vidijo ožjo sliko samo, ne. Nikoli noben ne razmisel, malo šeriš, malo za naprej, pač bolj živijo iz dneva v dan, kako bi rekel, ne. Ja. Če se malo vrneva še na tvojo zgodbo, ne, torej zdaj priprave na borbo, to borbo rečva, da zmagaš, kaj sledi? Po moje, da konc let še en fight tukaj v Brejvu, po moje, mislim, da bo spet v Tivoliju. Lepa. Ja, se pravi, je fajn, ko bo vse tle. Ja, hudo. Tukaj spet še ena borba, pa nekam ven, no. Še nekam izven narediti, mogoče prej, no. Odvisno kako stanje, kak je s poškodbami, vse te zadeve, moraš tudi cajt se vzeti, pa za familijo, za punco, malo da pusta, pač telo se mora spočiti, ne moraš ti, jaz skus treniram, ne. In moraš tudi telo spočiti, malo 2 tedna vzeti frej, pa druge stvari še početi, ne, koliko sem tu. Da se malo tudi glava spočije in telo, ne, je najbolj važno. Tako da ja, ta borba, ki jaz mislim, da bo res lep izziv, tudi kak sem jaz z glavo in vse zadeve in kak sem pod pritiskom, rečemo, ne, da se držim nekih stvari, ki se moram. In pol za naslednjo fight pa ja, verjetno oktober, novembra, isto tukaj, no. To je za letos, rečemo, cilj. Cel cajt vmes pa pač je cilj, da se pripravljamo za tisto večjo stvar, na primer UFC, da smo do takrat zreli, da se napreduje v vseh segmentih, je še bolj pomembno, kot sama borba. Tako da ta del, no. Mi je kvečemo še boljš, ko sem izven kampa, ko lahko nove stvari probavam, dodajene stvari, pač tu mi je nekako še bolj, no. Hudo. Ker čim je kamp, delaš tu pa tu, en mesec, ti zadnji mesec, ko so sparingi, to je to, ne. A imaš walkout song? Čez zmeraj imam komad, ne moram si nekaj. A res? Ja. Sem te hotel vprašati, če imaš kakšen poseben komad, pa zakaj? Ne. Kako pa zbereš? Pa ne vem, poslušam na Spotifyju, skus šaltam komade, ker mi je tako všeč. Pa ajdem tega zelo. Čisto vse nekaj komad. Imel sem tega drilla, njega sem imel 2krat, enkrat sem ga imel. Za takrat, ko sem pasal svoje v Celju in mi je pa še sam napisal, da pride za ston, kadarkoli mu rečem, glej, pridem za ston, pa bom užival, ne. Da bi zraven šel. Da se še zberam ta prav moment, da bi tu, da bo če dalje res hype, da bom pa še njemu rekel, walkout song, da smo že zadnji fight, ki bo recimo v Sloveniji, da bo walkout song, ki bo on zraven in, da bo res to už povedal, kdaj bo, ne? To mi stari, bomo naredili še malo puša okoli po kanalih, pa da to svet vidi. Takrat mu bom napisal, mogoče pol konc leta ti fight, da bo zadnji. Hudo. Realno, ker pol mogo še en fight izven narediti in pol je pa že počas mogoče naprej, ne. Tisto, kar nam je cilj, ne. Sik. Se ni več dolg do tja, ne?
Ja, ne rabiš, ne 90-0 rabiš. Ja, Ja. Mislim, je tu milestone ogromno. Ja, itak. Samo, Se verjetno tudi nočeš, da te prihodnost preveč pojene. Imaš zdaj veliko za narediti. ja, jaz se fokusiram na to borbo, ker že ta je res nasprotnik, pač se pravim, 10 let starejši njemu je to tuno. Noro. Ali bom ali pa ne bom, ne. Ja. Nima kaj za študirati zdaj, pač Aha. on bo zdaj še leto skoraj naredi, naslednje let gre pa decline. Decline, ja. To je to, ne. On bo zdaj šel na vse, ali pa ne, če smo pač to preprečiti, ne. V čem je močen? Nasploh bo tako fizično močan, zdaj bolj stand-up fighter, A res? ampak še zmeraj se pravi, jaz da se taktično držim, bo zgledal, da sem posod boljši. To je to, no. Takedown prva runda, pa na tleh Ne, zmatati. Vse. Vse. Treba. Sem pravim, taktično se treba držati in to je to, no. Hudo. Ne žal. Ja, le, jaz ti želim veliko sreče. Bom tudi prišel kakšno borbo pogledat, ziher. Veste, kako že zdaj junij, ne? Ja, kdaj je ta? 7. junij, sprav, to ti je 7. junij. slave 4 tedne, 3 tedne pa pol. Takrat imamo piknik za 100. epizodo. Lahko ti prideš, da rabiš da borba. Uspršil po borbi. Kdaj je borba? Zvečer, a? Ja, se sem rekel Zlatko, če bo poslušal tole, da sem četrti na vrst, nač kasneje, ker mislim, da 10 fajtov, da ne bom pod konc, da se meni čakati pa ne. Še ostali fajti so tudi hudi, pač Monika ima rematch za tisto, ki je zlomila čeljust, spravo za njej, ker so se 2 rundi pa pol na polno klale, pa 3. rundi pa Monika njono zabišen dobi. In zdaj imate rematch, to bo hud fight. Kirilja, ki je full prospekt, isto mlad full, ampak v Nemčiji trenera. Njega tudi fajn gledati, tam bo na začetku, mislim, da ima še pol profi, sprav semi-pro. Domzi, moj isto timski kolega, on bo že pred mano, ima kak drug fight. Erko Jun, ker gre za drugi pas, David Forster se isto vrača proti Tonistetu, isto hud fight, težak fight za oba. Pa imaš, mislim, da je isto Haris Aksalič, pa Frlic ima isto težak fight, on ti je isto, ko je s prospekt hud, bo isto zanimivo, ker bo s tem nasprotnikom. Pismo hudost. Tako da fight card je res, plus še Borislav se bori za pas, isto je kolegi iz dol iz Srbije, iz SDS-a, se pa za prvi pas bori. Tako da vsaj ga poznam skoraj in fight card je res, jaz ti povem, od ostalih v regionu po kvaliteti najboljši. Res. Amadeja, a bi nam ratal stisniti to epizodo, se pravi en vikend prej, to pomeni ne ta, ki zdaj pride, ampak nasleden. Ja, da bi se zamenjali, da bi stisnili to epizodo, da pride ven pred njegovim fajtom. Bomo probali. Se pravi, ne ta vikend, da bi že nasleden, se pravi 30. da bi bila zunaj, 31, ja, prvi. Tudi je pač za teden. En teden pred fajtom, ja. Daj smo probali na pedena, ta prav. Ker bi bilo cool, da tudi folk tole posluša. Jaz mislim, da to najbolj takrat. Ja, dajte, od spodaj bomo dali v opis link do eventa, pa vsega, kar mi boš poslal, da damo od spodaj, pa si lahko poklikate tudi tvoje profile itd. Tako da bo folk malo vedel več o tebi itd. Ja. Nisem razbijač. Kako ti je bilo, kako se počutiš? Meni je bilo vrhunsko, sploh, ko imaš tak ambient, pa folk je sproščen, pa čut se pač, da je ta prava energija, nekako naj ti povem. In pač enostavno se mi zdi, da je ful zlaufalno. Hodo. Tako da, zame je top izkušnja. Vrhunsko je prvi podcast je za tabo. To. Underdog, drugače. Ja, to da veš. Ne. Ja, itak. Nič. Jan, zdaj bom, da nam zajebo. Jan Berus. Bravo. Hvala ti za tvoj čas. Želim ti, tako kot sem rekel, veliko sreče. Te bomo spremljali. Na en fight pa zih prijem, po mojem konc leta. To. Takrat boš pa mogel, po mojem. Takrat bom mogel, takrat ni drugo. Zada. Pa UFC.